Pozdravljeni. Današnje Q&A vprašanje. Zakaj se pri določenih ženskah bradavice na dojkah ne izbočijo, pri drugih so pa zelo izbočene? Zdaj, v mladosti in kasneje sem imela to težavo. Pred dojenjem so mi jo prav potegnili ven. Rodila sem 3-krat in normalno polno dojila. Sedaj, ker rodno obdobje mimo, kar je že nekaj časa nazaj, se je desna bradavica spet potegnila vase, druga pa se pripravlja. Zdaj, odgovor na to vprašanje skozi AIQ je vezan na pritiske. Sprav, pritisk oziroma količina neke snovi, količina neke energije v določenem z membrano omejenem okolju je tista, ki določa obliko te membrane ali pa zunanjo obliko. Tako kot če si predstavljate balon ali pa žogo ali pa blazino za napihovanje. Več, ko je pritiska znotraj tega telesa, bolj to seveda vpliva na zunanjo obliko telesa, tako v plus kot v minus. In podobno je tudi pri ženskih dojkah in bradavicah na teh dojkah. Predvsem zaradi tega, ker ženska dojka ima funkcijo, da ustvarja primerno pa posebno obliko potencialne energije v obliki materinega mleka. In to materino mleko je, v narekovajih rečemo, gorivo oziroma hrana, ki omogoča življenje in razvoj dojenčka. Torej, mora imeti določeno in to kar visoko energetsko vrednost. Zdaj, ta energija, ki jo mati ima ali pa da v obliki materinega mleka otroku, seveda nastaja v dojkah, torej morajo dojke imeti dovolj veliko energijo, da lahko ustvarjajo materino mleko. Seveda zdaj ta energija dojk je pa spet odvisna od tega, kakšna je splošna energija ženske, se pravi, kak je njen notranji pritisk, ali je visok, ali je nizek, ali je sreden, ali je spočita, ali je polna energije, ali je utrujena, ali je depresivna, ali je žalostna, ali je prestrašena. To vse vpliva seveda na količino potencialne energije, ki jo ima v telesu. Seveda pa močno na ženski tlak v telesu, oziroma v tem primeru bolj točno rečeno v trebušni votlini ali pa v trupu in prsnem košu ter s tem tudi dojkah vpliva okolje, v katerem živi, in to, kako se v tem okolju počuti, kakšen vidi smisel bivanja v tem okolju in kakšno prihodnost to okolje v bistvu omogoča ali nudi. Zdaj, če se v okolju počuti primerno ali pa če na to okolje navajena, če se v tem okolju počuti, recimo temu, normalno, ali pa da jo to okolje ne utruja, da to okolje ji ne jemlje življenja, ne sesa življenja ven iz nje, potem je v določenih letih njenega življenja tudi njena notranja energija dovolj visoka in takrat so seveda tudi njene dojke polne ali pa dovolj polne energije, imajo dovolj visok pritisk in to seveda vpliva tudi na njihovo čvrstost, na njihovo obliko in seveda tudi na obliko bradavic. Recimo v takih primerih, če recimo pritisk v dojkah pa količina snovi v dojkah ni primerna, si pomagajo tudi z silikonskimi vložki, ki v bistvu ustvarijo iluzijo, da so dojke polne energije in da je ta oseba, ta ženska mladostna in v bistvu je s tem povezano tudi bolj privlačna moškim. Seveda v primerih, da ženska živi pa v okolju, ki jo izčrpava, ki jo utruja, ki jo spravlja in drži v nemoči, ker mora ženska svojo življenjsko energijo usmerjati drugam, ne v svojo prihodnost oziroma prihodnost sebe kot matere in otroka, ali pa če seveda tudi ni hrane, če vlada lakota ali kakšni drugi negativni ali pa za življenje negativni vplivi, seveda to tudi vpliva na strukturo in zunanji izgled njenih dojk in seveda s tem tudi bradavic. In en od znakov, recimo, da okolje ni v redu, ali pa en od načinov, s katerim telo ženski kaže ali pa sporoča, kakor želite,
da z okoljem, v katerem je, zdaj tukaj je lahko partnerski odnos, lahko je, urejenost okolja, lahko je varnost okolja, lahko je to, kako se ženska telesno v določenem okolju počuti, s katerim telo kaže, da nekaj ni v redu, vezano za, bodoče materinstvo, je tudi taka oblika bradavic. Ker seveda, če želi otrok sesati mleko oziroma dobiti energijo ven iz ženske, ali pa če ženska želi svojo potencialno energijo dati v obliki materinega mleka, otroku, mora imeti, izbočene bradavice, da lahko otrok sesa. In potem je, ker nič ni slučajno, se treba tudi v takem primeru vprašati, kaj ni v redu z njeno notranjostjo, zakaj manjka, energije, ker seveda ni nujno, da ji manjka po celem telesu. Imel sem že primere, ko, ima ženska lahko recimo zelo, močne noge, recimo zelo napihnjene noge, poln, potencialne energije, lahko ima tudi recimo tako trebušno votlino. Prsni koš ali pa dojke, so pa v bistvu, kot da bi jih nekdo pozabil napumpati, na blazini, ko imate recimo tiste prekate, pa imate 2 ali 3 prekate napumpane, imate dovolj pritiska, kjer je pa bolj prazen in vidite, da nekaj ni v redu, ali da pušča, ali pa da ste ga pozabili napihniti, in podobno lahko pride tudi, pri ženski do takih situacij. Seveda je pa popolnoma možno, da je ženska v celoti bolj prazna, bolj utrujena, bolj telesno razočarana, kar pa zaradi senzorno-motorne amnezije, sploh ne pomeni, da se ona tudi tako, dejansko počuti, da se zaveda tega, ampak v bistvu lahko v njeni zavesti je vse v redu, ima lahko celo močno voljo in željo po tem, da bi imela otroke, in ne vidi s partnerskim odnosom ali pa z okoljem, v katerem bi ali pa bo imela družino, da je z njo karkoli, narobe. Seveda, kar pa ne pomeni, da se na telesnem nivoju ne kaže drugačna, zgodba, ki potem seveda, ne preprečuje nujno, da ženska ne dobi otrok ali pa da nima otrok, vsekakor pa, negativno vpliva lahko na otroke in so potem taki otroci lahko lačni, potencialne energije oziroma lahko, čutijo ali pa se razvijajo v to smer, da morajo materi pomagati, da se v bistvu skrbijo za njo, in potem se lahko dostikrat ponovi zgodovina, da je bila njihova mati recimo ni imela dovolj energije v telesu, ker je mogla skrbeti za svoje starše ali pa enega od njih, in potem se zgodba ponovi še tudi pri njenih otrocih, ne. Zdaj, samo AIQ v tem primeru, pomaga s tem, da, se skozi učenje razlago takih principov, tudi o katerih govorim danes, in primernem učenju in uporabi AIQ-vaj, veča materino primerno zaznavanje sebe, že veliko pred, porodom, pred dojenjem, ker v bistvu ženska je že po naravi taka ali pa ne bi bila taka, da, v bistvu se uporablja beseda solipsistična, kar pomeni, da okolico, v kateri je, presoja skozi svojo notranjost in, se tako naj bi veliko bolj zavedala, kako dejansko okolica vpliva nanjo, kar je v bistvu logična prilagoditev razvoja in potrebne sposobnosti, ki jo ženska mora imeti, zato da lahko, analizira okolje in vidi, kakšna je dolgoročna situacija, koliko je okolje primerno, za razvoj bodočega otroka, ne. In, na tak način lahko ženska sama in potem še preko svojega partnerja ali pa drugih ljudi, ki jim je v interesu, da bo ženska ustvarila primerno okolje za naraščaj, vpliva na to okolje in uredi vse potrebno za zdravo okolje, v katerem bo lahko družina učinkovito delovala in seveda bila tudi čim bolj zdrava, ne. In takrat je potencial, optimizem, zadovoljstvo in tudi navdušenje ali pa, je strah pri ženski dovolj nizek ali pa majhen, da ima v sebi dovolj življenjske energije, da ima v sebi dovolj želje in volje po življenju,
kar pomeni, da so tudi njene prsi polne energije in na ta način ima tudi v prsih dovolj pritiska za pravilno ali pa primerno obliko prsi in bradavic. In seveda take prsi so tudi za moške veliko bolj privlačne, ker kažejo, da je ženska zdrava in primerna za zvezo, v kateri bo tudi verjetno za potomce, ki bojo preživeli, čeprav seveda danes je to manj pomembno zaradi velikega napredka v zdravstvu, kot je bilo to včasih, zdravi, ne. Čeprav AEKO tukaj pomaga z večanjem jasnosti in moči notranjega zavedanja in interocepcije, ker tako ženska veliko bolj čuti sebe, zakaj je takšna, kot je in kaj vse vpliva na to. Torej se lahko potem vedno bolj skupaj z znižanjem senzorno-motorne amnezije in višanjem čustvene učinkovitosti primerno odloči, kaj energijo jemlje in kaj energijo daje, tudi kam ona energijo vlaga, in začne bolj sprejemati dejstvo, da ima žensko strukturo in lahko tudi spozna, če ima v sebi telesni odpor do materinstva, in kako ga lahko postopoma odpravi s spremembo same sebe in seveda tudi, kar je še zelo najbolj pomembno, dolgoročno s tem, da urejuje primerno partnersko zvezo, ki je osnova za to, da žensko ni kronično strah. Strah je pa čustvo ali pa stanje, ki seveda negativno vpliva na pritisk v prsnem košu in seveda s tem primerno tudi v prsih, ne. Enako velja tudi za stres in kroničen stres, ne, ki je pri ženskah, če nimajo primerne zveze z moškim, višji, kot če jo imajo, ne. Seveda je pa stres lahko tudi zelo visok, če je v neprimerni zvezi z moškim. Tukaj ne govorim, da mora biti v partnerskem odnosu pod vsakim pogojem, ampak da zna najti in ustvariti ter razvijati primerno partnersko zvezo, ki ji bo dolgoročno omogočila, da bo njen avtonomen živčen sistem tudi dovolj v parasimpatičnem stanju, kar pa ob neprimerni čustveni zrelosti in neprimernem zavedanju same sebe in okolja ni realno za pričakovati, saj se takrat v bistvu ženska na telesni ravni postavi v simpatično stanje boja ali bega, kar pa seveda negativno vpliva tudi na obliko njenega telesa, v tem primeru bradavic na prsih. Hvala lepa.